Tudi rak sečnega mehurja spada med obolenja, pri katerih znaki pogosto ostanejo spregledani, odkritje bolezni pa se posledično zamakne v čas, ko je bolezen nemalokrat že v napredovali fazi. Kako pogosta je pri nas pojavnost sečnega mehurja in kako pravočasno prepoznavamo te simptome, ter kaj bi v tem smislu svetovali, kaj lahko naredijo pacienti in kaj stroka? Ja, zdaj, incidenca raka sečnega mehurja po zadnjih podatkih registra raka za Slovenijo je tam blizu 400, se pravi, govorimo o invazivnem raku sečnega mehurja. Za to boleznijo letno umre v Sloveniji cirka 250 bolnikov. Najpogostejši simptom je neboleča hematurija, to pomeni kri v urinu, vidna kri v urinu. Seveda, pri ženskah je to včasih še posebej problem, ker se pač to lahko pripiše čemu drugemu, pogosteje različnim uroinfektom in se potem seveda iskanje zdravniške pomoči in nadaljnja diagnostika potem seveda odloži oziroma zamakne, kar je seveda ima posledično lahko manj ugoden izhod bolezni. Se pravi, kakršnakoli pojavnost krvi v urinu pomeni, da je potrebno poiskati zdravniško pomoč čim prej, ker je pač v ozadju lahko malignom urotrakta, ne samo sečnega mehurja, ampak tudi ledvic. Še posebej pa to velja za ženske. Kakšne pa so danes možnosti zdravljenja te bolezni? Ja. Zdaj, večina rakov sečnega mehurja je površinskih, to pomeni, da niso invazivni in to je v domeni urologov, ki potem to lahko operirajo s tako imenovanimi transuretralnimi resekcijami, lahko instalirajo tudi v mehur zdravila, ki preprečijo napredovanje oziroma ponovitve te bolezni. Potem pa, ko seveda rak postane bolj napredovali oziroma ko raste globlje v steno, takrat govorimo o mišično-invazivnem raku sečnega mehurja, pa seveda tukaj nastopimo tudi onkologi. Zdaj, zlati standard zdravljenja je kirurško zdravljenje, tako imenovana cistektomija, ki je kar velik kirurški poseg. Mi onkologi pa seveda lahko apliciramo sistemsko zdravljenje perioperativno, to pomeni pred operacijo ali tudi včasih po operaciji, da zmanjšamo tveganje za ponovitev raka. Kako pogosto pa se odločite za perioperativno zdravljenje? Se pravi, za perioperativno zdravljenje se odločimo, če je le bolnik sposoben za to. Seveda te primere obravnavamo na multidisciplinarnem konziliju, kamor jih napotijo urologi. Za tako zdravljenje seveda bolnik mora zadostiti določenim pogojem. Mi vemo, da je to starejša populacija, ima številne pridružene bolezni, ledvična funkcija mora biti ustrezna, da potem to mi lahko speljemo. Sicer lahko bolniku zdravstveno stanje s takim zdravljenjem samo poslabša. Kako pa je na splošno v Sloveniji z zdravljenjem raka sečnega mehurja, predvsem z razširjeno obliko? Ali se s tem ukvarjajo tudi v regionalnih bolnišnicah ali pravzaprav, kadar bolezen napreduje oziroma zahteva res usmerjeno zdravljenje, bolnike usmerijo na onkološki inštitut? Napredovali rak sečnega mehurja zdravimo v glavnem na Onkološkem inštitutu Ljubljana, potem nekaj tudi v UKC Maribor. Glavnina teh bolnikov iz cele Slovenije je pa sedaj pri nas. Zdaj, uro-onkološki konzilij v Mariboru v tem trenutku ne deluje, tako da v bistvu praktično na urološki konzilij v Ljubljano dobivamo dokumentacije bolnikov iz celotne Slovenije. Zdravniki po strokovni, profesionalni plati zagotovo pravzaprav filigransko dobro veste, kaj je pomembno za uspešnost zdravljenja in kako te prijeme nadgrajevati. Kaj pa v tem smislu svetujete bolnikom, kako se čim uspešneje spoprijeti z boleznijo in kaj narediti, da pravzaprav tudi sami postopki zdravljenja ne vzamejo človeku energije in volje?
To so kar težke situacije. Ljudje so velikokrat tudi v psihični stiski, rabijo podporo. Mi na Onkološkem inštitutu imamo kar veliko teh podpornih služb, ki jih pač bolnikov lahko nudimo. Predvsem pa je seveda pomemben tukaj čas, ki ga tudi onkolog investira v pogovor z bolnikom, da natanko pojasni vse, kaj se lahko zgodi, kaj lahko pričakuje, da je potem tudi v povezavi z bolnikom, ko je bolnik doma, in da seveda se sproti rešujejo ta nerešena vprašanja, problemi, ki se med zdravljenjem lahko pojavijo. To vodi potem seveda v optimalni izhod bolezni, seveda pa mora zdravstveni sistem to tudi zagotavljati, drugače v bistvu mi kot izvajalci zdravstvenih storitev tega ne moremo izvesti. K sreči je zdaj v Sloveniji nekako stanje, kar se tega tiče, še zadovoljivo, bomo pa morali zelo pazljivo nekako načrtovati našo prihodnost, kako bomo to ob naraščajočem številu novih bolnikov in ob vseh novih zdravljenjih, ki prihajajo, izvajali v prihodnje. Tu bi pravzaprav lahko rekli, če malo preskočim na sistemsko raven, da se včasih odločevalci spotikajo ob lastne noge pri tem, ko želijo izboljšati razmere za delo v javnem zdravstvu. Ja, seveda mi, zaposleni v javnem zdravstvu, potrebujemo neke prijeme, postopke, ki nam bodo olajšali delo. Ne pa postopkov, ki nam bodo nalagali administrativne obremenitve, kar pomeni avtomatsko, da seveda manj časa in energije lahko posvetimo bolniku, kar pa naši onkološki bolniki zagotovo rabijo. In tu so seveda še kadrovski, prostorski, logistični izzivi, kaj ne? Tako. To seveda o kadrovskih stiskah se že dlje časa govori v Sloveniji, potem tudi prostorske stiske, to je v današnji dobi praktično neverjetno, da skoraj nimaš bolnika kje pogledati, da nimaš ambulante, kjer bi ga lahko pogledal. Ampak kolikor mi je znano, sedaj potekajo postopki oziroma v načrtu je dograditev Onkološkega inštituta, tako da v bistvu se nam mogoče obetajo boljši časi.